s starši pogostokrat se pogovarjamo o tem, kaj naj otroci študirajo, v kakšno šolo naj bi šli in tako naprej. In to roko na srce, ne vem, pred 12, 13, 14 letih se je težko opredeliti, kaj naj bi delal vse življenje. Nekateri imajo ta dar, ki že od, ne vem, 3. leta vedo, kaj bi bili, ampak večina v glavnem nima. In doživljam že leta in leta, da starši prepogosto naredijo napako, kjer usmerjajo otroke v šolo, kjer boš imel varno službo. V službo, kjer boš imel dobro plačo. In pogostokrat je rezultat tega nezadovoljstvo in bolezen. Zakaj? Kdo ve, če delaš delo leta in leta, v katerem si nezadovoljen, nesrečen, da lahko zboliš? Ja. In kdo ve, če delaš nekaj, kar te veseli, da nisi utrujen, da lahko napreduješ, da tudi če nimaš šole, si zelo srečen in zadovoljen. V šole mislim, ne vem, magisterij, doktorati in tako naprej. Kdo to iz prakse ve? Torej, tudi če si te... ena gospa je rekla, moj vnuk sanja o tem, da bo delal na komunali. Iz razloga, kar se kasneje bomo dotaknili, ker je po naravi melanholičen tip, oni so usmerjeni v urejenost in on sanja o tem, da bo urejal ulice, da bo okrog hiš urejal, ker takoj vidi, če kaj ni počiščeno, če kaj ni pospravljeno in on to začne pospravljati. Torej, če ste v situaciji, da morate otrokom pomagati, kam naj se usmerijo, moje osebno priporočilo, vi se ne rabite z njim strinjati, ampak moje osebno priporočilo je, da najprej ugotovite, ali so vaši otroci, oziroma vi, ki ste še mladi, ali bolj funkcionirate tam, kjer je veliko ljudi, ali bolj funkcionirate tam, kjer ni ljudi. Ker verjetno ste že ugotovili, da smo po naravi nekateri bolj odprti, bolj energični, bolj glasni, da imamo radi ljudi. Kdo se prepozna v tem? Energičen, glasen, ima rad ljudi, ni sramežljiv, ok. Takim rečejo ekstravertirani, odprti tipi, a ne? In potem se tipi, ki ste bolj mirni, ki ste rajši v ozadju, ki ne marate izstopati, ki ne marate biti glasni, ki najprej premislite, potem rečete, drži, ko malo sramežljivo mi pomahajte, vse kašni, ja, ok, vse tukaj. In nas prve, da vidim, če imam prav, nas prve ljudje napolnijo. Več, ko je ljudi, bolj mi osvetimo, da vidim roke, a drži to ali ne. In vas druge, tisti, ki ste bolj mirni, ki ste introvertirani, vas ljudje sesajo tako, kot akumulatori sesa avtomobilske luči. Drži to? In ste utrujeni. In prijete iz službe in ste sesuti. In potem imate zakonca, ki je poln energije in reče, le kaj še nek sončen dan, da se hitro preobleč, gremo hitro jesti, gremo hitro na kolo ali pa na vrh. In vi si mislite, a mi lahko daš malo miru, da pridem sem. Torej, da vam pomagam pri otrocih. Nekateri bolje funkcioniramo med ljudmi, nekateri, ko ni veliko ljudi. To se mi zdi, da je prva tisto prepoznati ali pri sebi ali pri drugih ljudeh. Ok, če smo mi brez dela, jaz vedno rečem, zagrabi za prvo delo, ki ga dobiš, zato da nekaj zaslužiš. Ampak potem išči tisto, kar te bo izpolnjevalo in v čem boš lahko normalno funkcioniral. Druga stvar, ki bi jo mogli pa pomisliti oziroma prepoznati, je to, ali bolje naši otroci ali mi funkcioniramo tam, kjer so jasni okvirji, jasna navodila, ki se točno ve, kaj je treba narediti. To ste ta spodnji melanholiki, flegmatiki, ste odlični delavci, povsod tam, kjer so jasna navodila, kjer se vnaprej ve, kaj se od vas pričakuje, kaj je treba narediti in tu odlično funkcionira. Ta zgornji, mi, ki smo energični, pa sovražimo te okvirje. Naj mi kdo dvigne roko, ki sovraži te okvirje. Mi odlično funkcioniramo, ko smo lahko samoinicijativni, ko lahko naredimo nekaj po svoje, ko lahko nekaj spremenimo, ko vidimo rešitve, ko vemo, to bi bilo veliko bolj učinkovito kot to in na svojo roko to naredimo. Kdo se strinja z mano? Ja, in tam, kjer so okvirje, znorimo, še posebej, če nič ne smeš spremeniti. Vejte, vsakdo med nami je lahko odličen, perfekten delavec, če dela tisto, če rečem po domače, kar mu je na kožo pisano. Ja, ljudje se res vsega lahko naučimo. To smo dokazali skozi zgodovino. Ampak zacvetimo takrat, ko delamo tisto, za kar smo rojeni. A poznate nekoga, ki zna vse? Poznate verjetno nekoga, ki misli, da zna vse? Dejstvo je, da ni vsak za vse. Vendar je vsak za nekaj. Slišite me dobro.
Ni vsak za vse, vendar je vsak za nekaj. Gremo skupaj. Ni vsak za vse, vendar je vsak za nekaj. Dajmo se tega spomniti v naši družini, na našem delovnem mestu in lažje bomo funkcionirali. A veste, in zdaj kaj se dogaja? Mi imamo ta spodnje čudovite ljudi, dragocene ljudi, flegmatike, melanholiki, potrebujemo vas zaradi vaše globine, potrpežljivosti, nadarjenosti, talentov, ki jih imate. Ampak ko se znajdete v nekem euforičnem okolju, ki je veliko ljudi, ki se treba takoj odločiti, ki se morajo hitro sprejemati odločitve, vi zmrznete. Vi zmrznete. Kdo je pogumen in mi to prizna? Hvala. Zmrznete. Mi osvetimo ta zgornji. Ko je frka, večja, ko je frka po domači rečeno, večji, ko je stres, večji, ko je problem, bolj mi osvetimo. Roke gor, kdo se najde v tem. Poglejte, koliko nas je. A veste, in zdaj, če izhajaš iz sebe, jaz ne razumem, pa v čem ti je zdaj problem? Pusti to, kar delaš in naredi to. Če izhajam iz sebe. Vi izhajate iz sebe in rečete, pa kdo normalen se kar zmišljuje zdaj naredi to. Pred 5 minut si mi rekel, da naredim to, a zdaj mi rečeš, da naredim to. A vi vidite, koliko gorja se mi delamo. In iz tega nerazumevanja so nastala učenja o mobingu. Jaz osebno se mnenja, da mobbing je zelo skomercializiran in da naredi ogromno škode. Namesto da nas učijo, kako drug ob drugem funkcionirati, kako se pogovarjati, kako reševati probleme, nas učijo, kako dela drug proti drugemu. Dragi in spoštovani, jaz vas prosim, dajmo slediti zdravi kmečki pameti. Dajmo iskati rešitve. Dajmo drug pri drugem gledati tisto, kar je dragocenega, tisto, kar znamo. Nihče ni za vse, vendar je vsak za nekaj. Mi preveč živimo v svetu, kjer se izpostavljajo samo napake. In premalo drug drugega pohvalimo, drug drugemu damo spoštovanje. Jaz bi rada videla enkrat tekmovanje v medsebojnem spoštovanju. Biblija na enem mestu pravi, tekmujte v medsebojnem spoštovanju. A veste, kaj bi to pomenilo v praksi? Že zjutraj, ko vas vidim, da rečem dobro jutro, dober dan, da namenoma zavestno pri vas iščem stvari, ki jih lahko pohvalim, ki jih lahko povzdignem. Ne pa, da namenoma iščem na črno pika.